Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer, sem Vladimir Vodušek in gledate oddajo WW Faktor. Hvala, ker ste nocoj z nami in z našimi stalnimi komentatorji. Pečečnikov stadion za Bežigradom je po letih propadanja skoraj da razvalina. Jož Pečečnik je doslej po lastnih besedah vložil že več kot 20 milijonov evrov zaradi spremenjenega načina dela, pa je lani napovedal, da bo projekt namesto 253 milijonov stal 277 milijonov evrov. Po Pečečnikovih besedah Arso ni imel pravno formalno utemeljenih razlogov, da soglasja ne izda, zato tudi nosi glavno odgovornost za to, da projekt prenove stadiona stoji. Žiga Debeljak bo s 1. majem z mandatom do 19. julija 2018 ponovno vodil finance Gorenja. Debeljak je bil član uprave za finance in ekonomiko v skupini Gorenje prvič med letom 2003 in 2005. Skupino Gorenje se je vrnil leta 2012 in opravljal funkcijo pomočnika predsednika uprave za mednarodni razvoj, direktorja Gorenjevih holdinških družb v Avstriji in na Nizozemskem ter glavnega digitalnega direktorja. Na volilnem kongresu LDS, tako rekoč vodilne vladajoče stranke v Sloveniji, so za novo predsednico izvolili Anjo Fabjani. Njen prvi cilj je vrnitev stranke v državni zbor. Poleg tega, da je Fabjani doktorica znanosti, uradnica na Ministrstvo Republike Slovenije za zunanje zadeve in koordinatorka članov Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo ALDE, v Sloveniji je po poročanju Požareporta tudi nekdanja spremljevalka raziskovalnega novinarja Mitje Lomovška, ki je postal znan potem, ko je slovenski javnost obvestil o razsežnosti afere Baričevič. Po 10 letih Joc Pečečnik lahko začne z delom na stadionu za Bežigradom. Za projekt prenove je družba BŠP iz leta 2009 na mednarodnem natečaju izbrala rešitev biroja GMP iz Berlina. Ta predvideva, da bodo zgodovinske elemente stadiona prenovili in ohranili takšne, kot jih je zasnoval arhitekt Plečnik. Novi objekt ni večnadstropna stavba s hotelom, športna klinika in trgovine ter niz stolpičev za poslovne prostore in bivanje pa bodo fizično in programsko ločeni od obstoječih. Ampak poglejmo najprej zgodovino Plečnikovega stadiona. Hitlerjev rojstni dan, 20. aprila 1944, domobranci v Ljubljani v navzočnosti poveljnika Rupnika in škofa Rožmana prisežejo popolno zvestobo nacistični Nemčiji v boju proti komunizmu in njegovim zaveznikom ter s tem potrdijo svojo kolaborantsko vlogo. Govori gospod prezident, general Leon Rupnik. Napočil je skrajni čas, da se vsi v resnici z narodom povezani elementi izobraženstva zberejo in tako skupaj s kmetom in delavcem naredijo konec izdajalskemu početju pojedinih asocialnih, egoističnih, častihletnežev in materialistov. Slovence lahko reši samo zmagovita Evropa. Evropo pa more pripeljati k resnični zmagi samo Nemčija. Povsem jasno je, da bi prav tako, kot bi morali propasti vsi ostali evropski narodi, če se ne bi ob strani Nemčije bili proti svojim zunajnim in notranjim sovražnikom, propadel tudi mali slovenski narod, če ne bi zedinjen in trden izpolnil svoje evropske dolžnosti in obveznosti. Če se celo Rusi, Ukrajinci in kavkaški narodi mnogoštevilno in zelo hrabro bijejo proti bolševizmu in velebogataštvu, se moramo tudi mi Slovenci, ki bivamo Ponovno pozdravljeni, z nami sta seveda naša stalna komentatorja Sebastian Jeretič in Tino Mamić. Dobro večer obema. Dobro večer. Zdaj videli smo v bistvu ta zgodovinski film s Plečnikovega stadiona iz leta 1944 in seveda iz mesta, kjer je govoril gospod Rupnik. Ali je po vajini oceni zakleto pravzaprav
ta prenova stadiona tudi zaradi teh zgodovinskih dogodkov, ki so se zgodili na Plečnikovem stadionu Tino? Jaz bi bolj rekel tako, da je ta posnetek, ki sicer ne vem, zakaj je ravno ta posnetek, zakaj ste zbrali, ampak da je zelo pomenljiv v bistvu. Pomenljiv je pa v tem, da smo celo v času nacistične okupacije je stadion bil v precej lepši luči in precej bolj lepo je izgledal in celo nacisti so lepše skrbeli zanj, kot skrbijo današnje slovenske oblasti, ne, ki jim načelujejo pač bivši komunisti. Tako da to je v nekem smislu je tudi simbolika. 10 let, če čakaš 10 let na neko odločitev nekega upravnega organa ali države, je to seveda veliko predolgo. Zanimivo je pa to, da Joc Pečečnik niti ne vem kako protestira. Glasno sicer pove, ampak ni pa nehal vlagati. Verjetno je to zato, ker on lahko sploh tam vlaga, ker drugim sicer naše oblasti tega ne dovolijo. Ne? Tako kot je naša država in naša oblast nastrojena proti vsakemu investitorju, tega ne boš srečal praktično nikjer v Evropski uniji. Medtem ko pri Pečečniku je pa gotovo to, da on ni samo uspešen podjetnik, ampak je tudi zelo uspešen v stikih z oblastmi. In tu lahko iščemo tudi vzroke, zakaj je propadel projekt, ko je podprl Požarja, ki je kupil blagovne znamke. Ampak to le mimogrede. Jaz mislim, da je to sramota, da 10 let že čakamo in da bomo čakali še nadaljnjih vsaj 5 ali pa 10 let. Zdaj, mogoče, Sebastian, a ti vidiš problem v Jocu Pečečniku ali v dejstvu, da so se vmes gradile Stožice, ali vidiš tudi problem v tem zgodovinskem kontekstu, kamor spadajo Stožice, oziroma v dejstvu, da naj bi Joc Pečečnik poleg obnove Plečnikovega stadiona tam gradil tudi stolpnice in da se je zapletel pač z temi prebivalci Fondovih blokov, ki pač seveda ne dovolijo, da bi gradil na zemlji, kjer imajo svoje vrtičke in spor teče ne samo o tem dovoljenju, ampak tudi o zemlji, ki naj bi spadali k Fondovim blokom, medtem ko naj bi jih Pečečnik kupil. Vlado, od vsega naštetega mogoče ravno zadnji moment, ampak vsekakor je to samo eden od primerov, ki kažejo vso bedo slovenske realnosti. Številni drugi projekti stojijo po desetletja, gospodarstvo, stroka, prebivalci že 20 let opozarjajo na problematiko umeščanja objektov v prostor in to je zagotovo ena največjih lukenj slovenske današnje realnosti, ena največjih težav. Ministrica za okolje in prostor ima že več kot pol leta v predalu reformo, potem, ko je zaključila javno razpravo, sicer si stroka tudi od te reforme ne obeta kaj dosti, ampak tudi take malenkosti torej stojijo po pol leta v predalu, zakonodaja se vsake nekaj let spremeni in obrne na glavo. Ključni problem, po mojem, je pa predvsem popolna anarhija v Sloveniji in temu nekateri pravijo mandarinizacija, torej ko so posamezni mali birokrati ključni odločevalci. In če imaš 1000 ljudi vpletenih v nek proces, lahko vsak od teh posameznikov zaustavi večmilijonske projekte, pa ne samo to, zdaj govorimo o velikih projektih. Številni na tisoče posameznih prebivalcev naše države že desetletja čaka na dovoljenje, da na svoji zemlji zgradi družinsko hišo. Poznam številne prijatelje, ki imajo take težave in na eni strani je državna birokracija, če si ti zaplete z občinsko, še toliko huje. Skratka, temeljni problem ni ne Joc Pečečnik, ne Stožice, ne zgodovina, ampak absolutno nesmiseln sistem slovenskega umeščanja objektov v prostor. Ampak zdaj, če ostanemo pri gospodu Pečečniku, on je to, mislim, da kupil takrat za 2,5 milijona in s tem dobil 10% delež v SCT-u, ki je propadel. Pravi, da je vse skupaj v projektno dokumentacijo in vsa ta dovoljenja vložil okoli 20 milijonov evrov.
celoten projekt pa naj bi se iz 250 milijonov evrov podražil na 270 milijonov evrov. Zdaj, Tino, kaj ti misliš, a bi moral ta Plečnikov stadion biti v bistvu nek kulturno-zgodovinski spomenik prvega pomena, mislim pač glede na to, da ga je zasnoval Plečnik, ali misliš, da je sprejemljivo to, da se pač to v bistvu spremeni, sam stadion obnovi sicer v takšni obliki, kot ga je zasnoval Plečnik, ampak da se zraven zgradijo še stolpnice in hoteli in športno-rekreativni center? Kot zgodovinar moram reči nekaj pošteno in odkrito. Če bi imeli Zavod za spomeniško varstvo pred 300 leti, bi se takrat nehala vsa umetnost. Ne? Če bi se pred 500 leti ali pa recimo pred 700 leti, da bi imeli po državah Zavode za spomeniško varstvo, ne bi imeli nobene gotske katedrale v Evropi. Ne? Tako da tukaj naši varuhi dediščine so velikokrat prestrogi. Po drugi strani pa vemo, da je Jožef Plečnik največji slovenski arhitekt sploh in da je njegova dediščina avtomatično zaščitena. Ne, zato to sploh ni vprašanje, ali je treba njegovo delo ohraniti ali ne, seveda ga je treba ohraniti. Ne? In smisel vsega skupaj pa je, da novi arhitekti to ukomponirajo na tak način, da je to, da Plečnik ostane lep, da Plečnik ostane prezentiran še vedno, ne? In tu je rešitev ogromno. Žal pa se bojim, da ne bodo dobili takih arhitektov, ki bi to znali. Ne? Zdaj, ljubljanski arhitekti so imeli neko okroglo mizo pred nedavnim in oni vztrajajo, da se te komercialni del pač umakne, da se nekje drugje, če gre za štadion in za neke v bistvu sporedne ali bi rekel neke zgradbe, ki pač spadajo k nekemu športnemu objektu, da se to preseli nekam drugam in da se samo Plečnikov stadion v bistvu da se revitalizira in da se obnovi. Naj se vržejo milijoni v obnovo nekega spomenika in to naj plača nek privatnik. Zakaj? Za koga? Torej, kot je rekel Tino, ključno je tukaj ukomponirati staro in novo. Torej, temu rečejo arhitekti when old meets new. Podoben primer je bil recimo Palas v Portorožu in tam je bil dodan novi del, ki se popolnoma lepo ukomponira v to celoto in imamo tudi v Sloveniji sposobne arhitekte, še več jih seveda za tak projekt lahko najdete po celem svetu. Predvsem pa je ključno to, kar je rekel Tino, problem so birokrati, ne samo Zavod za zaščito kulture in dediščine, tudi seveda naravovarstveniki, ARSO in vrsta birokratov, ki so v tej verigi pridobivanja dovoljenj. Kot sem rekel, to je samo eden od primerov v Sloveniji, ki kažejo na vso bedo naše anarhije. Ampak zdaj tu ne gre skupaj. Vendarle, če lahko dodam, če smo rekli A, je treba reči tudi B. To, kar je rekel Sebastian, se z vsem v celoti strinjam, ima prav, mi smo zbirokratizirana država. Ampak zdaj je treba reči tudi črko B in sicer, zakaj smo zbirokratizirana država? Zato, ker imamo na oblasti še vedno tranzicijsko levico, ki je birokratska sama po sebi. Ne? Vse komunistične države so izrazito birokratske in zato so ti ljudje, ki so isti, tudi po občinah, tudi po vseh upravnih enotah, so večinoma isti kadri ali pa njihovi otroci in je mentaliteta ista. Namesto da bi razmišljali, kako privarčevati, kako zmanjšati javni sektor, kako narediti državo, kjer je manj države, razmišljamo ravno obratno. Ampak to se ne bo nikoli spremenilo, še slabše bo, dokler bo na oblasti levica. Ne? In to se lahko samo s volitvami spremeni, bojim pa se, da se to še dolgo ne bo zgodilo. Zdaj, Tino je dal nek političen kontekst, ampak vendarle, zakaj občina, recimo občina Ljubljana ne odkupi nazaj tega objekta in pač... Pa zakaj bi delala še eno dodatno luknjo?
Torej, imaš privatnika, ki želi ohraniti stadion takšen, kot je, in ta stadion je bombonček, takih stadionov je malo na svetu, je pa nujno seveda, da nekje dobi denar, da bo lahko, dajmo reči, skoraj podaril denar za nek kulturni spomenik. In ta komercialni del ob stadionu, poleg stadiona, v ničemer ne uničuje zgodovinske vrednosti tega stadiona. Prej si omenil arhitekte, lobby arhitektov je pa ravno eden največjih zaviralcev sprememb zakonodaje na tem področju. Dobro, jaz predlagam, da na tej točki zaključimo. Bi lahko še eno stvar, samo na kratko. Če omenimo tudi te ljudi v teh blokih severno od stadiona, ki se tako pritožujejo zaradi svojih bloki, ja. Ja, zaradi teh vrtičkov, ki jih obdelujejo in ki so zelo lepi in zelo lepo se, praktično lahko rečemo skoraj da turistična posebnost, tako so lepi, turisti hodijo trumoma gledati te vrtičke. To je cinizem. Ja, seveda, ampak dejstvo je, da ti ljudje blokirajo razvoj mesta. Oni živijo sredi Ljubljane. Če mislijo, da se sredi Ljubljane ne bo nič spremenilo in da bo sredi Ljubljane, da bojo vrtički, so se pač zmotili. Naj gredo na podeželje, naj se preselijo, ne vem, v Koper, naj se preselijo na Manžan, kamorkoli in bojo imeli dovolj prostora za vrtičke. Sredi Ljubljane pač ne gre. Ljubljana ni samo njihova, Ljubljana je prestolnica vse države in zato se tam pač določene stvari dogajajo. Ne morejo zdaj Ljubljančani protestirati, ker je azilni center je ravno v Ljubljani. Ja, kje pa bo drugje kot v Ljubljani? Predlagam, da na tej točki pogledamo oglase in se vrnemo po oglasih z Žigo Debeljakom, ki se je ponovno vrnil v upravo Gorenja.